zelo pomembno se mi zdi poudariti en stavek. Primerno plačilo zdravniškega dela je nujni pogoj tudi za ohranitev javnega zdravstvenega sistema v Sloveniji. Mislim, da se vlada Republike Slovenije trenutno ne zaveda, da stanje kakršno je pelje do degradacijo javnega zdravstvenega sistema. Ta sistem, ki ga imamo v Sloveniji, ni slab, je celo zelo dober. Če ga vrednotimo glede na količino denarja, koliko ga vloži država v funkcioniranje tega zdravstvenega sistema, je verjetno celo med najboljšimi na svetu. Kazalci javnega zdravja nasrednjo uvrščajo med najboljše države v Evropi, s tem tudi na svetu. Količina denarja pa je približno 3-krat manjša, kot je v primerljivih državah drugje po svetu. Če bo prišlo do degradacije javnega zdravstvenega sistema, pomeni, da bo vse to, kar smo v prejšnjih obdobjih, ki mogoče niso bila tako idealna za podjetništvo in ekonomijo, ampak za socialno skrb in zdravje pa mogoče boljša, pomeni, da bomo ves ta sistem razgradili. Zavedati se moramo, da zdravniki trenutno odhajajo iz bolnišnic, bežijo v zasebništvo. Če dalje več zdravnikov, kar se nam stalno očita, dela v pogodbenih ambulantah. Da to ne delajo zato, ker imajo bolj pametnega dela, zato, da si popravijo svoj ekonomski položaj. Če bojo zdravniki še bolj bežali iz bolnišnic, pomeni, da se bo zdravstvo počasi spremenilo iz javnega v privatno, kjer je pa breme plačila neposredno na uporabniku. Neposredno na uporabniku. To pa pomeni bistveno večjo ceno za posamezno zdravniško storitev. Tudi motivacija mladih zdravnikov je izjemno nizka. Mlajših specialistov za težje specializacije, specializantov za težje specializacije, bolj zahtevne, bolj rizične, opažamo, da se nam enostavno ne prijavljajo več na razpise. V svetu je ta pojav že dolgo znan. Recimo v Ameriki porodničarja ameriškega porekla ne najdete več. V glavnem so se ljudje iz drugih držav, ki pridejo tja delati zaradi boljših ekonomske pozicije in to tveganje sprejmejo. Ostali zaradi tveganja samega poklica in delovanja iščejo priložnosti drugje. Vse to se začenja dogajati tudi v Sloveniji. Na razpise, ki jih ponavljamo približno nekaj mesecev, se zgodi, da se po leto, 2, 3 nihče ne prijavi. Nihče ne prijavi in če bo šle stvari tako naprej, ne vem, kje bomo imeli ljudi, da bo sploh še kaj delati. Zaposlovanje tujih zdravnikov je govorenje v prazno. Ko pridejo sem, si pogledajo, kakve so razmere, ugotovijo, da lahko doma s privatnim delom zaslužijo ravno toliko ali enako, zakaj bi potem hodili v Slovenijo, oziroma uporabijo Slovenijo za odskočno desko z Evropsko unijo. Ko pri nas pridobijo licenco, lahko delajo praktično kjerkoli v Evropi, ostanejo tukaj mogoče leto, pol leta in grejo drugam. To je bil zadnji primer znan v kliničnem centru z otroškim kirurgom za napake na srcu, ki je prišel delo kratek čas v Sloveniji, dobil boljšo ponudbo in šel drugam. To se dogaja redno, to se dogaja stalno in se bo dogajalo vedno bolje. Na povečano število zdravnikov vsaj 10 let še ne moremo računati. Medicinska fakulteta v Mariboru je komaj začela z upisovanjem in prvim in drugim letnik sta se še več postavila. Pri 6-letnem študiju najmanj 4-letni specializaciji pomeni, da 10 let od tam ven še ne bo zdravnika, ki je bil sposoben karkoli samostojno delati. Če bojo specializacije si zaželeli še bolj zahtevnih, daljših 6-letnih in tako dalje, pomeni še toliko več časa do zapolnitve po raznih mestih. Zdravniki na vse te probleme opozarjamo že dolgo časa, že mnogo let, praktično res od sebe, kar vem, da sem zdravnik, govorimo o tem, da nas je premalo, vendar nam uradni organi tega ne verjamejo in nam stalno zagotavljajo, da zdravnikov v Sloveniji dovolj ali pa celo preveč. Ocena zdravniške zbornice Slovenije pa je, da je ta trenutek v Sloveniji 2000 zdravnikov premalo. Tisti, ki pa smo, pa opravimo vse delo, ki je z pogodbami dogovorjeno z zdravstvenimi zavodi. Zdravniki lahko prenašamo ta dolgotrajna pogajanja, to degradacijo našega poklica, zniževanje cene, seveda le do neke meje, tudi mi nismo neskončno potrpežljivi in očitno smo zdaj dosegli to mejo, ko moramo ponovno se zateči v skrajno obliko, to je zdravniško stavko. V Sloveniji se ta ciklus očitno ponavlja vsakih nekaj let, bojim se, da tole ni zadnja priložnost, ko se tako razsrečamo. Hvala lepa.